No, pa greš ali ne greš? Grem, seveda. Grem. To si mi rekel že včeraj in predvčerajšnjem, pa ni bilo nič. Počakaj, bom že videl. Videlo, če smem. Joj, kako si malenkostna. Malenkostno. Samo poslovim se še. Pa smo tam. Poslavljanje in poljubljanje in potem ne gre nikamor. Zaradi mame. Vedno ostane pri njej. Živja, mama. Odhajam v svet. Velik sem že, da veš. Adijo. No, to pa je naš to. Greva? Greva. Pozdravljen svet! Prihajam! Prebudil se je rano, sosedov bo sopet, poljubil je še mamo in mahnil jo je v svet. Bo sopet, zajtrk bo, kakao in roglički. Joj, spi kot volk. Nobenega glasu od njega. Stajlega bom odkrila. Kaj pa je zdaj to? Kje je? To ga je videl in to je že vstal ta fan. Jaz sem ga videla, skupaj sta šla oni in sonce. To pa že ne. Kako da ne? Na svoje oči sem videla, kako ga je vabilo sonce po tepuško. Vsako jutro ga je vabilo, dokler ga ni danes le zvabilo. Potem pa zapoj sonička, kaj se je zgodilo? Kaj, kako? Ne razumeš? Ne. Prebudil se je rano, sosedov bo sopet, poljubil je še mamo in mahnil jo je v svet. Adijo. Saj je pa dobro. Raste, moj sinko, raste. Kako dolgo se bo potegal in bo prav malo prišel nazaj, da pove o svojih novih dogodivščinah. Jaz bom med tem pripravil zajtrk. Poglej, kako sem danes lepa. Wow, poglej pa novo obleko, kako je lepa. Hej, sonce gre. Kdo je pa z njim? Kako je smeš? Kratke hlače ima in bose noge. Pozor! Jutranji pregled. Hej, sonce. Počakaj, bo sopet. Kaj pa delaj? Jutranji opravki. Ti. Tvoji cvetni listi so bili včeraj bolj rdeči. Najpopejše glavice lepo se zravnali. Pa odsvete lepote v dobi drži. Čestitam. Lepe so. Kaj ne? Ampak hitajo se pa neumno. In videti so kot mali pisani sončki. Kaj ne? Se vidi, da smo žlahti. Napravi šopek. Kateri so ti všeč? Pa poglejmo, katera je najlepša. Stop! Kar vse gremo vidim. Juhu, punce, potovanje! Stran gremo! In kako si to mali kratkohlači? Boste cvetele za mojo mamo? Bomo. Boste dišale za mojo mamo? Bomo. In boste lepšale dan? Seveda. Absolutno. Prav, potem pa sva natrgana. Joj, to bo pa bolelo. Ne upam si. Kaj še bi ostala tukaj? Ovenela? Ne, da bi jo kdo čudoval. No, kaj gresta ali ne gresta? Greva. Ja, s polnim šokom mož pa res ne moreš po svetu. Na to pa nisem pomislil. Kaj ne naredim? Ja, v vodo morajo, če ne bodo venile. Domov stečem in izkrivama položim mami na prat. No, pa je šel. Se mislimo, da bomo to pot le uspelo. Prebudil se je rano, ljubi bo sopet, poljubil je še mamo in mahnil jo je v svet.
bo so pet? Kakšno presenečenje, kako čudovite rože. Ste mi zelo ne, da ne kdo tukaj hodil. Kako ste lepe. Poiskala bom najlepšo vazo, da se boste imela lepo, ko boste cvetele pri meni. Kakšno jutro. Najprej gremo so pet, potem dobim rože. Jaz pa vem, Kaj veš? mi daš kakšen rogljiček, Ti prebrisanka. ko pa takole podišim. No, izvoli. Bo so pet je bil. Bo so pet, ampak to pomeni, da še ni daleč, se zakaj ni počakal na rogličke. Kako pa ne pride okrog sveta, če bo čakal na zajtrk. Okrog sveta. Ups, hvala za malico, moram iti, adijo. Pa si le prišel nazaj, niste verjelo. Pa si se uštelo. Ampak si nič hova pa za ušesa. Kakšna klepetulja. Potepuha, potepuha. Toži baba. Zakaj si vse skokodakala mami? Nisem skokodakala, ali sem videti kot kura? Odgovori na vprašanje. Ne bom. Nehajta, no. Čakaj, da mi prideš v roke. Pusti me početi. Lahko ti popunim perje. Potem pa nič. Izpusti to. Ti povem, da je bila mama vesela, tako je nesla šokaku hiško. Zdaj pa grem, adijo. Svetlice je naviral. Sinice je plašil. Maline bi obiral. Lačen sem. Maline, jaz pa brez zajtrka. Stoj! Imaš dovoljenje za nabiranje. Nimam. Tukaj sredi gozdička. Tudi gozdiček je od nekoga. Me manjine, pa smo grmoga. Ja, moj. In trdne imam, da iztražim pretaknjene priprave kot si ti. Ali pa, no ja, včeraj na primer je prišel tu mimo medved. Medved! Sonce! Kje si? Kje si? Tu zgoraj. Zakaj si šlo tako visoko? Pridi dol, strah me je, medveda. Ne morem, zdaj je opoldne in moram biti tukaj. To je moja služba. Moja mama me ne bi Jaz pustila. nisem tvoja mama, ampak sonce. In sonce je podne najviše na nebu. Tu se ne da nič narediti. Nače, diru si me pustila. Ja, kako pa misliš postati junak in potepu, če bi te vse čas vodilo za rokico? Naberi maline in pojdi naprej, svet je še velik. Nočem biti sam. Potem pa počakaj na popoldne, takrat se spustim nižje, pa bojo spet skupaj. Pa prihrani mi še malo malin, da se še skupaj posadkava. Dovoljenje! Spet otrapa so dovoljenje. Koliko malin potrebuješ? Za zajtrk? Kaj je? Popoldne, zdaj ni čas za zajtrk, ampak za kosilo. No prav, potem pa za kosilo, za sladkane s soncem in še malo za mamo. Uf, to je pa kar precej. Najbolje, da se kar takoj lotiš nabiranja. Pa bo klik. Dovoljenje. Imam od grma za kosilo, za sladkane s soncem in še malo za mamo. Ja, no, pa izvoli. Ampak stoj, na južni strani so slajše, na severni pa debelejše. Tiste na vrhu so najslajše. Ampak pazi, veje pikaj. Kje si? Da se kdo boji mene, se ti zdi podoben medvedu. Nisi medved? Lepo te prosim, ali poznaš ta ušesa? Ali tudi ti nabiraš maline? Ah, samo včasih. Hraj imam deteljico in marjetice. Kaj pa pri tem delaš? Kaj? Tičim v grmu. Danes tičim v temnem. Vsak dan v drugem. Tako nikoli ne veš, v katerem grmu tiče zajec. Do danes tega nisem vedela. Zajci, grmi, tičanje. Kaj? Ah, vseeno. Gremo na travnik, se bova žogala z jelnatimi glavami, prevračala kozovce, skakala dol, v
daljavo in tega čez vire. Pridi, hitro! Prehiter je, Hitro! ne boš ga ujel. Pridi, hitro! Hitro, pridi! Pridi! Vlogi! Sledi tekmovanje v preskakovanju zelja. Bosopet! 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 Počakaj, zdaj ne pomagal! Bosopet! Cvetlice je nabiral, sinice je plašil, maline je obiral, za zajci se podil. Bosopet! Bosopet! Ja, Bosopet, jaz moram zdaj iti. Kam? Zdaj na vrsti noč in jaz pridem spet jutri, lahko noč. Ja, kaj pa jaz? Lahko prespiš pri zajcu ali pa se vrneš domov. Tamle, na drugi strani je tvoj dom, lahko noč. Leži v tisti noči. Temno je tukaj. Kje je kdo? Kje je kdo? Je tukaj medved? Seveda, Je tukaj zajec? seveda. Ne pride. Ne more, zdaj spi. Kaj pa si nič na planino paruže? Vsi spijo. Kdo pa si ti? Tema. Noč. Ne poznaš me, ko ponavadi spiš, kad pridem domov v postelj. Tako kot si, ki niso potepuhi. Joj, kaj je to? Joj, ne škodi ti pa se po noči doma pa v postelji, a lučka je mama. Mama! Zdaj boš šla, Luna, in ti posvetila domov. Tukaj bom in se ne premaknem. Naj pride medved in me požre. Hladno ti bo. Naj pride mraz in me zgrize. Naj pride sova in me napade. Veš kaj, reva si in ne potepuh. Lahko je biti potepuh po dnevi. Pravega potepuha se spoznaš šele po noči. Nočem biti sam, hočem k mami. Kaj bi naredil, da bi bil zdaj pri njej? Vse, čisto vse. Prav, bi se njega odsmeriti? Ja. Bi vstal? Bi prosil Luno, da te odpelje domov, če zna, zdaj prihaja. Mesečina. O, Luna, takšne kot moje robiči. Če samo pomislim, kako je zjutraj dišalo. Luna, me odpelješ domov? Posvetim ti lahko, pot boš pa moral sam poiskati. Ne vem, kje si doma, vem za sove in potepuhe, za netopirje in zvezde, za take kot si ti pa ne. Prav, potem mi pa sveti, našel bom po domov sam. Mesečina, mesečina. Hvala. A glej, že v tisti noči pritekal je nazaj, ja mamino naročje prestrašen da je Sosed, ali imate še tisto svetilko? Imam soseda, Bi stopili v klonilo. samo luč preverim. Joj, tako me skrbi. Če on ne bo našel nas, bom pa mi njega. Mama! Bosopet! Očitno svetilke ne potrebujete več. Mama, sem jedel maline in potem je prišel medved. Ja, seveda in zajec je brcal v žogo. Res je, kako to veš? Pač vem. In Luna mi je svetila na poti domov. To pač, poglej, kako je danes svetlo. Kakšne kot tvoje robiči. Če samo pomislim, kako je zjutraj dišalo. Imaš še kakšnega? Imam, pridem hišo. Ja, tale fant bo že šel v svet, a mislim, da bo med potepuhe vzel tudi svojo mamo. Ali pa ne bo več potepuh. Tako je rekel sosed, no svet bo že šel. A mamico, da svojo bom vedno s sabo vzel. Prebudil se je rano, sosedov bosopet, poljubil je še mamo in mahnil jo je v svet. Cvetlice je nabiral, sinice je plašil, maline je obiral, za zajci se podil. A glej, že v tisti noči pritekal je nazaj, ja mamino naročje prestrašen da je kaj. Tako je rekel sosed,
še ni, ga še ga pokličimo. 3, 4, zdaj! Da bo še enkrat bolj na glas. Ja, kdo pa tako lepo prepeva? A vi? Pozdravljeni otroci iz Šentilja, pa se ponovno srečamo. Je bil kdo v kino? No, takrat smo se že videli, ne? Danes pa se ponovno vidimo. Ste vsi prisotni? Roke gor, da vas preštejem. Lahko spustite. Nekaj ni v redu. Lahko še enkrat dvignete roke, da še enkrat preštejem. Ja, vsi ste dobre, vsi ste prijetni. No, zadnjič smo se pogovarjali, odkot je Božiček, ne? In kaj smo rekli? Kje živi? Na severnem polu, ne? Kako pa pride do vas? S sankami. Kdo pa vleče sanke? Jelenčki. Kaj pa mislite, kdo pa Božičko pomaga narediti darila? Palčki, točno, palčki pomagalčki. In oni celo leto, dan in noč delajo darila za otroke. Ampak kaj morajo pa otroci narediti? Napisati morajo pismo. Ste že vsi napisali? Ja, dobro. Velja tudi narisano. Če kdo ne zna pisati, lahko tudi nariše. Ja, kako si pa narisal? Aha, dobro. Ampak kaj še rabite otroci, da lahko dobite domov darilo? Smrečico. Rabite smreko, okrašeno. Kako pa pride darilo do vas? Pozitivnik gre, Božiček, pa prinese darilo pod spreko. Zato morate očistiti dimnike doma. Velja? No, super. In kaj morate Božičko nastaviti? Kekse in toplo mleko. Če pa hočete zares videti, da je bil Božiček pri vas, sicer mame ne bodo preveč vesele, ampak probajte. Potrosite od dimnika pa do sprečice moko in znotraj se bo videlo odtis od Božička. Tako lahko ste 100%, da je prišel. No, sedaj pa se bomo malo posladkali.